Danes se bomo peljali tako po 2 kot tudi 4 kolesih. Spoznali oprijem pnevmatike na tako veliki površini in tako majhni. Zapeljali pa bomo tudi Škodo Octavio i-V RS, kar pomeni priključno hibridna športna različica. Pa malega Twinga na elektriko z dolgim kablom in simpatičnega džipa. Pozdravljeni avtomobilnosti. Senzori, procesori in druga digitalna možganska pamet je postala v zadnjih letih tako majhnih mer in tako vzdržljiva na mehanske in druge obremenitve, da so se asistenčnim sistemom na stežaj odprla vrata tudi v svet motociklov. In spet se tu pojavita 2 vprašanji, ki vedno znova burita duhove v novodobni mobilnosti. Pri teh majhnih škatlicah, skrinjicah, kjer se skriva vsa ta oprema in kako te med sabo komunicirajo in kam pošiljajo podatke, kjer se vozimo, ter drugo vprašanje, kam to pelje novo mobilnost. Čeprav pri nas motocikle vidimo predvsem kot prevozna sredstva za prosti čas in zabavo, pa se v velikih mestih z njimi ukvarjajo vsi strategi urbane mobilnosti, saj predstavljajo zelo zanimiv most med osebno in javno deljeno mobilnostjo. No, kar pa se lahko zgodi, če motorji postanejo še bolj varni, udobni in uporabniško nezahtevni, kar pa se z asistenčnimi sistemi lahko zgodi. Poglejmo na primer motocikel, ki ima v svojem drobovju zbrano toliko asistenčnih sistemov kot zelo dobro opremljen avto. Motor, ki vam ga predstavimo čez nekaj trenutkov, ima recimo aktivni tempomat, kot ga poznamo tudi iz avtomobilskega sveta, se pravi pospešuje in zavira in se prilagaja vozilu pred njim. Ampak si pa ne predstavljam, po pravici povedano, avtonomnega motorja oziroma voznika, ki se pelje v službo in na motorju bere časopis. Tudi jaz ne, pravzaprav si nočem tega predstavljati. Ja. No, poglejmo pa, kako asistenčni sistemi pri motorjih lahko pomagajo tudi pri vožnji. Pri motorjih je prihodnost videti takole. Človek in motor se bosta povezala na način, da bo motor vozniku sugeriral, kako naj vozi. Motor bo iz voznikovega vozniškega sloga in branja njegovih telesnih znakov, potenja, bitja srca, dihanja in opazovanja oči prebral vozniško znanje in počutje voznika. Vozniku bo na to sugeriral, kako naj vozi, mu preprečil tvegane manevre ali pa bo motor vozil kar sam. Nesreč ne bo več in čelada ne bo več potrebna. Dovolj bodo dizajnerska projekcijska očala. Kdaj se zgodi ta avtonomna motociklistična prihodnost, ne vemo. Ne vemo tudi, če si jo motoristi v resnici želimo. Ampak vemo pa, da se skoraj zagotovo zgodi. Zakaj? Poglejmo, kaj zmore že odlično asistenčno opremljen motocikel letnika 2021. Ampak najprej, da sploh dobimo občutek, poglejmo, kakšni asistenčni sistemi se vse najdejo v najsodobneje opremljenih motociklih danes. ABS, Cornering ABS, ACS, TC, TC. In še, spisek gre v neskončnost. V glavnem, najsodobnejši motocikli imajo danes zelo veliko pamet. Jo imajo lahko motoristi zato kaj manj? To je retorično vprašanje. Pameti in izkušenj ni nikoli preveč. Ko smo že pri izkušnjah, tako kot vsako pomlad, je tudi letošnjo potekala akcija Motoristi za motoriste. Organizira jo Zavarovalnica Triglav in je za udeležence brezplačna. V avtomobilnosti akcijo motoristkam in motoristom zelo toplo priporočamo, saj je to zagotovo najboljši način za kakovostno ogrevanje pred začetkom sezone. Trening je sistematičen in voznika pelje prek različnih vaj in je namenjen voznikom vseh vrst motociklov in izkušenj. Med drugim se na treningu dotaknejo tudi zaviranja v sili in seveda varne vožnje skozi ovinek. O teh smo v avtomobilnosti že veliko govorili, prispevke pa najdete na naši spletni strani. In kako asistenčni sistemi med vožnjo delujejo na motorju?
O tem bi lahko govorili ure, pravzaprav kar cel dan. Ampak mi smo pod drobnogled vzeli enega, MSC, Motorcycle Stability Control, po avtomobilsko ESP. 100krat na sekundo senzori računajo hitrost vrtenja prednjega in zadnjega kolesa, stopnjo nagiba, stopnjo pritiska v sprednji in zadnji zavori, izbrano prestavno razmerje, višino motornih vrtljajev, navor, koliko je zasukana ročica plina in še. Da si lažje predstavljamo, kaj vse morajo predelati motomožgani, si stvar poenostavimo. Če pnevmatika česa ne mara, potem ne mara, da jo presenetimo. Kaj to pomeni? Da nenadoma in močno zaviramo. In tukaj pride čas za usporednico z avtomobilskim ESP-jem. Avtomobilske pnevmatike imajo 4 tako velike površine, s katerimi se dotikajo tal. Motociklistične pnevmatike pa 2 tako majhni. In tukaj nastane kritična razlika. Vsi senzori na motorju dobijo samo iz 2 tako majhnih površin vse podatke o tem, kako se vrtijo in koliko je oprijema. Ko sile pritisnejo na pnevmatiko, se naležna površina gume poveča. Poveča se tudi trenje. Najboljši oprijem je prav takrat. Zato motoristi pravimo, da za optimalno zaviranje počakamo na težo. In vsa znanost zbiranja in obdelave podatkov sloni na črpanju informacij iz te majhne površine. Vse zato, da bi bilo tudi v kritični situaciji zaviranje najbolj optimalno. Ampak pozor, ko ni oprijema, ga ni tudi za senzorje. Velja pa seveda tudi obratno. Če motocikl te pameti nima, mora, kot bi rekel Žan, Janez delati to z občutkom. Z veliko občutka. In v tem je največja prednost sistema MSC. Potem je tu druga reč. Če zaviraš na polno, se masa prenese naprej in zadnje kolo se hoče dvigniti. Če zaviraš v ovinku, motor noče več zavijati, ampak se hoče dvigniti in iti naravnost. Če smo močno nagnjeni in zaviramo, smo na meji oprijema in lahko pride do zdrsa in še. To je šele začetek. Pa poglejmo še eno motozanimivost. Avto z majhno medosno razdaljo je okreten v ovinkih, avto z dolgo pa ima zelo dobro stabilnost pri visokih hitrostih, jasno in razumljivo. Pri motorjih pa pravzaprav nimamo samo ene medosne razdalje. Pri zaviranju se v resnici za malenkost skrči, pri pospeševanju pa za malenkost raztegne. V enem primeru je na krmilu bistveno bolj odziven, na drugem pa bolj stabilen pri pospeševanju, recimo. Že majhne milimetrske razlike tukaj naredijo kar precejšno razliko v vožnji. In to spreminjanje geometrije velja med vožnjo izkoristiti. Tokrat ne bomo šli globlje v temo zaviranja skozi ovinek, čeprav je to super zanimiva tema, ampak tudi precej kompleksna, zato jo obdelamo enkrat drugič. Tokrat se vprašamo predvsem, koliko fizikalnih zakonov lahko prelisiči sistem MSC, še posebej takrat, ko gre kaj narobe. Brez filozofiranja. Nagnjen ali na podlagi z slabim oprijemom, lahko motorist z sistemom MSC zavira optimalno glede na okoliščine. In to ne glede na njegovo znanje. In to je največja prednost tega sistema. Ker povprečnemu vozniku nikakor ni dano imeti, še posebej pa ne v kritični situaciji, tako natančnega občutka, kot ga lahko imajo senzori, ki gibanje motocikla merijo 100krat na sekundo. Sistem dela vrhunsko. To so sistemi, ki odpravljajo vozniške napake. Take napake, zaradi katerih se danes na cestah zgodi veliko nesreč. V avtomobilnosti nakup takega sistema toplo priporočamo. Ampak najpomembnejši asistenčni sistem še vedno ostaja prediktivna pamet motorista. Poglejmo primer. Ni dovolj samo gledati daleč v izhod ovinka, kot pravi veliko motoristov po YouTubu. To je samo del informacije. Gledanje ni dovolj. Če samo gledaš, boš končal preblizu bankine ali preveč na sredini voznega pasu. Voznik mora tudi razmisliti, kje bi rad bil čez 2 ali 4 sekunde. Zato imajo vojaški piloti izrek. V glavi moraš leteti pred letalom. In pri motoristih, pri vožnji z motorjem, torej je popolnoma enako. V mislih, v glavi, ne samo z očmi,
moraš biti pred motorjem, pri dogodkih, ki se bodo šele zgodili. To pa je predvidevanje. Predvidevanje pa je, kot vemo, najboljši asistenčni sistem. Ostanite z nami, ker v nadaljevanju spoznamo malega električnega Twinga. Strokovnjakom za pnevmatike pa se podamo na pot odkrivanja, kako izbrati dobro motopnevmatiko. Zapeljemo pa še vročo priključno hibridno športno Škodo Octavio in priključno hibridnega elektrificiranega džipa. Pred časom mi je eden izmed direktorjev japonske motoristične tovarne za Evropo rekel takole, da kakor oni vidijo, milenijci več denarja na mesec porabijo za izbrane kave in žitarice, kot pa za bencin. In da prevozijo več kilometrov v igricah, kot pa za pravim volanom, kaj šele za krmilom motorja. Starejšim je tak pogled verjetno všeč, a po drugi strani, visoki nakupni stroški motocikla in vzdrževanja verjetno ne morejo biti visoko na prioritetni listi generacije, ki se bolj kot s tem verjetno ukvarja z vprašanjem, kako priti do denarja za plačevanje visokih najemnin, kaj šele za nakup dragih kvadratnih metrov stanovanja. Ker je Evropa vedno bolj staroživa družba, se k motorjem vračajo 50, 60 in precej več letniki, kar je za posel odlično. Ti porabijo veliko denarja tudi za vse okrog motorjev, od tekstila do turizma. Zanimivo je tudi, da mladi v vožnji ne vidijo več enakega vzgiba, kot so ga videli njihovi starši, da ne rečemo stari starši. Vožnja z motorjem je zanje nekaj iz 80-ih, tako kot disko krogla ali kajenje v letalu. Ampak pred motorji je vseeno zelo lepa prihodnost. Tržne analize namreč kažejo, da milenijci bolj kot po stvareh hrepenijo po doživetjih in motor je prav to. V prihodnjih letih bodo motocikli dobili z novimi asistenčnimi sistemi in električnim pogonom ne samo novo obliko, ampak tudi novo vsebino. Seveda bo vsebina vedno bliže žitaricam kot bencinu in vozniki bodo bolj dišeči in manikirani, kot so bili kadarkoli prej. In tako se bo verjetno v pozabo kmalu zapeljal tudi klasičen stereotip o pravem moškem in njegovem motorju. In ko smo že pri padanju stereotipov, da je svet na dveh kolesih že danes veliko lepši, treznejši in strpnejši, pa se imamo zahvaliti komu drugemu kot ženska. Teh je na motorjih namreč vsako leto več. Torej, Golf je bolj dinamičen od Octavije, Seat Leon tudi in ista zgodba je tudi pri tej športni Octavii RS. Če hočete pravega športnika, potem si ne delate utvar in vzemite Golfa GTI. Ampak lahko pa si zdaj na glas rečete, pa kaj potem? Se vi iščete družinskega športnika, športnega karavana, družinski avto s kančkom športnosti. Golfa GTI dobite z 2-litrskim turbo benzinskim motorjem, imenuje 245 konjičev. In enako konjenico lahko dobite tudi v Octavii RS. Prav toliko šteje tudi konjenica, ki je skrita pod tem motornim pokrovom. Ampak to konjenico so sestavili iz dveh virov, iz bencinskega motorja in pa iz elektromotorja. Na cesti se ta kombinacija seveda čuti. Motor se namreč v osnovi obnaša kot običajen motor z običajnimi zmogljivostmi. Galop dobimo šele takrat, ko to nedvoumno zahtevamo. In to je seveda dobro, se pravi denarnici prijazno. Smo si pa vendarle potihom obetali, da nam bo ta elektroboost dal še nekaj več tiste elektroeksplozivnosti, sploh pri izhodih iz ovinkov. A poanta v doplačilu 4000 evrov, kolikor je IV dražji od 2-litrskega RS-a, je seveda drugje. Poanta te Octavii RS IV je ravno tem, da v enem samem avtomobilu dobite pogon, s katerim se boste zelo udobno lahko vozili po mestu, takrat, ko se je treba voziti po polžje, hkrati pa boste imeli v avtomobilu še vedno tudi zver.
Srečno! Ko omenimo znamko Jeep, večina pomisli na robustne, okorne, a zmogljive terence. Slednje marsikdo laično poimenuje Jeepi. Zato še enkrat, niso vsi terenci Jeepi, so pa vsi Jeepi bolj kot ne terenci. Oblikovnih razlik v primerjavi z običajno gnanimi različicami ni. Bližnji pogled pa razkrije modro barvo, s katero so dodatno obarvani napisi na avtomobilu. Seveda so dodana še vratca, za katerimi se skriva polnilna vtičnica. Tudi v notranjosti bistvenih oblikovnih sprememb ni. Počutje je na račun že serijsko boljše opreme priključnega hibrida dobro. Če so bili včasih, predvsem dizelsko gnani Jeepi, že skoraj moteče glasni, novi kompas prinaša povsem drugo vozniško izkušnjo. Ja, tudi Jeep je lahko tih in uglajen. Priključno hibridni kompas je najnaprednejši kadarkoli narejen kompas. Oprema je bogata in povprečnemu uporabniku že serijsko ponuja čisto vse, kar si želi. Ker je baterijski sklop s kapaciteto 11,4 kWh spravljen v tunel med sedeži, prostornost ni okrnjena, ni pa popolnoma ravnega dna, ki ga ponuja večina električnih ali priključno hibridnih avtomobilov. (1,3-litrskemu turbobencinskemu motorju, ki ponuja 132 kW, pomaga električni sklop s 45 kW, ki ga sestavljajo električni motor oziroma generator na prednji osi ter električni motor na zadnji osi. Tako je vozniku v vsakem trenutku na voljo tudi štirikolesni pogon, zaradi katerega se tudi z električnim kompasom lahko brezskrbno podamo na še tako zahteven teren. A ker gre za prvega Jeepa, ki ponuja električno vozno izkušnjo, še nekaj ključnih podatkov. S polnimi baterijami se da v idealnih pogojih prevoziti do 50 km, pri čemer se na elektriko lahko peljemo do hitrosti 130 km/h. Ko baterije spraznimo, jih lahko na domači vtičnici napolnimo v manj kot 5 urah, na polnilnici pa v dobri uri in pol. Nahajamo se na klasičnem vsakodnevnem mestu voznika takšnega avtomobila. Verjetno ste ga zlahka prepoznali, seveda gre za Renault Twinga, ampak ta Twingo je električen. Nekako si predstavljamo, da bo lastnik tega avtomobila živel v mestu ali pa na obrobju mesta in se v središče vozil recimo na delo ali pa po opravkih. In ob primerni priložnosti bo dopolnil nivo energije v za današnje čase razmeroma majhni bateriji. Ta ima kapaciteto 22 kWh, kar pomeni, da takšen Twingo nikakor ne bo dolgoprogaš, ampak je namenjen bolj mestni oziroma primestni vožnji in bo s tem pri hiši najverjetneje kot drugi avto. Mi smo na našem testu pri mešani vožnji beležili povprečno porabo 14 kWh na 100 km. In to pomeni, da boste lahko z enim polnjenjem naredili približno 150 km. Za pogon skrbi elektromotor z močjo 60 kW, ki je podoben kot tisti, ki ga najdemo v modelu Renault Zoe. No in ravno namesto Zoeja, ki je nekoliko bolj široko uporaben, je zdaj Twingo postal nekako vstopnica v Renaultovo električno mobilnost.
No, šviganje po mestnih ulicah je medtem v takšnem avtomobilu skoraj tako preprosto, kot bi se vozili na kakšnem električnem skiroju. No, vseeno pa imamo ključno razliko. Tokrat imamo nekaj pločevine okoli sebe, streho nad glavo in seveda v takšnem avtomobilu lahko vozimo še 3 potnike. Če že govorimo o nekakšni urbani, zeleni mobilnosti, zakaj ne bi bila ta še deljena ali pa družabna, če hočete? Velike sile na majhni površini, s tem se borijo motoristične pnevmatike. Bliže kot smo meji zdrsa, manjši odstotek lahko dodamo, kar se tiče pospeševanja oziroma zaviranja. Če močno poenostaviva, lahko stvar predstavimo tudi takole. Ko je pnevmatika po konci, lahko zaviramo recimo 100-odstotno. Ko je malenkost nagnjena, še 60-odstotno. Ko je še bolj 40, ko je še bolj 5-odstotno. Samo toliko zavorne moči še lahko takrat damo, ko je pnevmatika obremenjena z bočno silo. In zato so tako pomembni te asistenčni sistemi, ki v tem primeru skrbijo, da motorist, ko je preveč nagnjen, ne pritisne preveč na zavoro. Pravzaprav lahko pritisne na zavoro, ampak sistem sam določi, koliko zavorne moči bo takrat še lahko šlo na pnevmatiko. In s tem poskrbi za zelo veliko varnostno komponento pri vožnji z motorjem. Poglejmo pa še na eno varnostno komponento, ki je izbira pnevmatik za novo motoristično sezono. Da bi lahko asistenčni sistemi na motociklih, ki jih je predstavil Andrej, delovali in predvsem pomagali, pa moramo najprej poskrbeti za glavni pogoj – ustrezne pnevmatike. Laično bi lahko rekli, da moramo vedeti zgolj 2 stvari – ustrezno dimenzijo in namen uporabe motocikla. Že pri slednjem pa ni več tako enostavno, saj moramo upoštevati, kakšen motocikel obuvamo. Je to športni, morda enduro ali pa potovalni oziroma čopr. Nakup dobre pnevmatike je že pri avtomobilih precej zahtevna reč, saj so pravzaprav vse črne in okrogle. Pri motogumah je zato izbira še toliko bolj zahtevna in pomembna. Že res, da lahko delne informacije najdemo sami na spletu, a prav nič ne bo narobe, če za nasvet povprašamo strokovnjaka oziroma prodajalca. Pri tem pa mu seveda zaupamo, kakšno je naše vozniško znanje, kaj od vožnje zahtevamo in kako vozimo. Vse te stvari so zelo pomembne. Za samo izdelavo gume in pa za uporabo. Grobi profili za teren, neke bolj gladke variante tudi proti pisti, potem imamo zdaj te, jaz jim rečem, kar hibridne gume, ki so recimo nekje med touring in šport gumo, so po sredini imajo trši material, na robu mehkejši, če greš na neko razdaljo, da ni prevelika obraba po sredini. In pa, če želiš kratke ovinke, malo bolj dinamično odpeljati, je na strani dosti mehak material in kar zelo dober oprijem nudijo. Redki smo vozniki, ki uporabljamo motocikel celo leto. Ampak tisti, ki ga, lahko nanj namestijo tudi zimske pnevmatike? Ja, prav za take motorje, ki so v uporabi celo leto, obstojajo zimske pnevmatike in so zelo solidne v snegu. Kaj pa zračnica? Včasih stalnica, danes pa bolj kot ne redkost. Je zaradi tega uporaba bolj tvegana? Guma brez zračnice je bolj varna, ker tudi če povozite kakšen žebo ali kaj takega, bistveno bolj počasi spušča zrak, kakor če je noter zračnica. Vse več avtomobilov nima več nadomestnega kolesa, ampak le še kit oziroma sprej za popravilo počene pnevmatike. Je kaj podobnega mogoče zdaj tudi pri motociklih? So spreji z polnilom, ki nekako zapolni tisto, seveda to so manjše poškodbe. Obenem lahko je v tem spreju tudi tlak, da že napolnite pnevmatiko. So tudi druge rešitve, da enostavno daš popravilo kot neko fliko noter, neko injekcijo, zapičeš in potem z stisnjenim zrakom spet v bombicah to napolniš. Ker je motoristična sezona pred vrati, vam zaželimo le še srečno in varno vožnjo. Še prej pa seveda poskrbite, da bodo vaši jekleni konjički ustrezno obuti. Srečno!
V tokratni oddaji smo se asistenčnih sistemov v motociklih zgolj rahlo dotaknili. Ker pa je tema zelo široka, pa tudi zanimiva, jo bomo obdelali tudi bolj podrobno. Zato se pridružite 26.5. ob 17. uri Andreju in Robertu Sušanu, ki je preiskovalec prometnih nesreč motoristov in zunanji strokovni sodelavec pri AVP-ju, kako se boste pogovarjala o asistenčnih sistemih, vožnji in prihodnosti, mobilnosti, motomobilnosti. Vse boste videli na MMC-ju, se pravi rtvslo.si // avtomobilnost, tako da le poiščite link. Poskušali bomo recimo najti tudi odgovor na vprašanje, zakaj veliko motoristov v kritični situaciji otrpne, ne naredijo ničesar, čeprav tako pnevmatike kot motor še niso bili na svojih skrajnih mejah in bi se bilo moč iz nevarne situacije rešiti. In izvedeli boste, kako je Andrej v 20 dneh prevozil 20 000 kilometrov in kaj se je zgodilo na rusko-finski. Kaj se je zgodilo na rusko-finski meji? Mislim, da bo zmanjkalo časa za to, pred nami so bistveno bolj zanimive teme. Preden pridete do rusko-finske meje, bomo z vami spet mi naslednji četrtek, zato bodite z nami tudi na naših družbenih omrežjih, na Facebooku, Instagramu, YouTubeu in pa seveda na spletu. Srečno!